stranki smo pripravili kvaliteten program, imenovali smo ga 10+100, kar pomeni 10 najbolj nujnih ukrepov takoj v prvem letu vladanja in na to preostalih 100 ukrepov, ki bi naj pospešili na eni strani gospodarski razvoj. Zavedati se moramo, da brez gospodarske rasti tudi ne more biti nekega kvalitetnega razvoja javnega sektorja. Zato smo ta program torej tudi v v rezimeju oziroma v povzetku imenovali program za pravičnost, za delovna mesta in predvsem za razvoj. Slovenija ima zaradi svoje specifične lege tudi številne prednosti pred drugimi članicami Evropske unije. Imamo gore, imamo morje, imamo lepo naravo, če lahko tako rečem, kar pomeni, da bi v Slovenijo lahko pritegnili tudi tuje investitorje. Če pogledava konkretno Podravje oziroma Maribor, tukaj so Slovenske gorice, razvoj turizma, vinogradništva. Katere strateške partnerje bi zanimala recimo naša regija? No, gledajte, Slovenija ne samo, da ima to, kar ste vse naštela, te lepe prednosti na področju turizma, od gor do morja, do prelepe pokrajine, leži tudi na dveh evropskih koridorjih. To je koridor številka 5 in koridor številka 10, ki se prav v Mariboru oziroma pri Hočah v Mariboru križata. In to je zelo velika prednost za naše mesto. To se pravi prednost na področju infrastrukture, kjer je tudi železnica in letališče. In mislim, da smo v teh 3 letih precej na tem področju zamudili. To je ta droben ali pa manjši projekt, ki se dotika neposredno Maribora. Poleg turizma, poleg seveda razvoja visokega šolstva in prodaje znanja v prostor, v katerem smo, in vseh drugih storitvenih dejavnosti, ki so lahko v tem mestu. Zavedati se tudi moramo, da Maribor verjetno v prihodnje več ne bo industrijsko središče, pri čemer pa razvoj obrti in podjetništva je nujno potreben. Če ne bomo, bi rekel, pospešili tega ekonomskega razvoja, ne bomo dosegli cilja, ki smo ga zapisali tudi v našem programu, da mora delež torej javnih financ naj ne bi presegal 45% bruto nacionalnega dohodka. Tako da so te stvari tesno povezane. Število brezposelnih je prav tako za Slovenijo, pa tudi za Maribor zelo velik problem. V ponedeljek je šlo v stečaj še zadnje podjetje, katerega agonijo smo spremljali od začetka julija naprej. To je Konstruktor. Pa me zanima, po drugi strani je veliko brezposelnih tudi mladih, se pravi tistih, ki prihajajo z fakultet in ne najdejo že prve zaposlitve. Kako reševati njihovo stisko, se pravi stisko mladih, glede na to, da si zaradi brezposelnosti tudi ne morejo zagotoviti neke varne eksistence, razvijati svojega življenja v smislu ustvarjanja družine in teh naravnih zadev? Res je, to je velik problem. Mladi so naše upanje. In vidimo v Slovenski demokratski stranki rešitev predvsem že v prej omenjenem razvoju podjetništva. Seveda bo nekaj za ta ekonomski razvoj podjetništva potrebno nekaj storiti. Prva stvar je to, da bo potrebno zmanjšati stroške dela. To ne pomeni, da bomo zmanjševali neto plače. Imamo pa vrsto ukrepov, s katerimi lahko bruto stroške dela zmanjšamo. Naprimer, uvedba tako imenovane socialne kapice. To pomeni, da se izdatki za socialno dejavnost pri posamezniku omejijo navzgor. S tem se zmanjšajo stroški dela za visoko usposobljene in visoko izobražene kadre, s čimer je mogoče potem te visoko izobražene mlade ljudi tudi z manjšimi bruto stroški zaposlovati. Drugi tak ukrep na področju stroškov dela je seveda sprememba dohodninske lestvice. Mi pravzaprav sedaj imamo dohodninsko lestvico tako naravnano, da že ena povprečna plača pravzaprav pripelje posameznika do najvišje dohodninske stopnje. To bo treba preučiti in primerno zmanjšati, zato da se tudi na tem področju pospeši zaposlovanje. Seveda je še vrsta drugih ukrepov, naprimer na področju podjetništva so lahko tako imenovane davčne počitnice za novo nastala podjetja, kar bi na tem področju pospešilo razvoj. Druga, mikropodjetja bi bilo treba obdavčiti z
pavšalnim davkom, se pravi samo zaposlene ljudi z pavšalom, s čimer bi spodbudili rast, predvsem pa zajeli del davčnih zahtev, ki nastajajo sedaj iz tako imenovane sive ekonomije. In najbolj pomemben ukrep, ki pa tu je, brez dvoma, je pa sprostitev kreditnega krča. To je velik problem ne samo v Sloveniji, tudi drugod v Evropi, pri nas je pa posebej izrazit. Dr. Pivec, omenili ste torej razbremenitev gospodarstva v smislu zmanjšanja stroškov dela, se pravi prispevkov, ki jih delodajalci plačujejo za delavce, davčne počitnice ste omenili, pa se ne bojite, da bi to povzročilo kontraefekt? Na vse zadnje je državna blagajna prazna, kar pomeni, da bi z znižanjem določenih prispevkov, ki se prilivajo v državno blagajno, dejansko to blagajno pustili na neki ravni, to pomeni, da ne bi mogla servisirati države in državljanov v takem obsegu, kot je recimo leta 2007-2006. No, vitkejša država oziroma državna uprava je brez dvoma prav tako eden od naših strateških ciljev. Pričemer pa ne pomeni to, da bomo odpuščali ljudi. Že sam ukrep, recimo zgornje omejitve davka, pomeni tudi razbremenitev tudi za javni sektor. Saj ne nazadnje tudi v javnem sektorju plačujemo prispevke za socialno zavarovanje, za šolstvo in tako dalje. Drug pomemben element je pa to, da se tega lotimo premišljeno in postopoma. Kar pomeni, da ni nujno, da bomo v javnem sektorju nadomeščali vsakega, ki je odšel v pokoj. Na ta način bi se tudi javni sektor očistil, ker razmerje med ekonomijo na eni strani oziroma gospodarstvom, to kar razumejo večina ljudi kot torej tisto neposredno proizvodnjo, in pa javnim sektorjem je neugodna in tu bo treba napraviti neke spremembe. Prej sem omenil kreditni krč. V naši stranki se prav zaradi pospešitve podjetništva oziroma nastajanja novih podjetij zavedamo tega problema in želimo pravzaprav ustvariti tako imenovano slabo banko, na katero bi prenesli torej vse slabe terjatve obstoječih bank. Pri tem pa se zavedamo tudi tega, da če temu ne bo sledila, temu korenčku, tej boniteti sledila tudi kontrola z ugotavljanjem in izostrovanjem odgovornosti tistih, ki so odobrili te slabe kredite, nismo dosegli nič. Potem bodo samo banke prenašale te slabe kredite te slabe terjatve na to slabo banko in živele naprej v istem ritmu in na isti način. Zato bomo to odgovornost tudi izostrili in to smo jasno povedali. To so recimo to, kar sem zdaj povedal, bi rekel, spada med teh 10 najbolj nujnih ukrepov, ki jih vidimo v Slovenski demokratski stranki. In za katere pravite, da se jih boste lotili uresničevati v prvih 100 dneh vlade, če vam bodo seveda volivke in volivci zaupali naslednji mandat. Preden poseževa na drugo področje, namreč na vaše profesionalno področje, ste direktor Mariborskega univerzitetnega kliničnega centra, še eno vprašanje in sicer Slovenski demokratski stranki so v zadnjem času podporo izrekli tudi številni priznani težki, bomo rekli, evropski voditelji, kot je recimo Angela Merkel, tudi francoski predsednik Nicolas Sarkozy je v Evropski ljudski stranki, katere članica je tudi Slovenska demokratska stranka. Torej vsi stojijo za vami, upajo na najboljši rezultat za Slovensko demokratsko stranko na letošnjih parlamentarnih volitvah v Sloveniji. Po drugi strani, premier, ki vodi tekoče posle, v tem trenutku Borut Pahor pravi, da je vseeno, kje Slovenija je, glavno, da ujame ta vlak z Nemčijo in Francijo. Se strinjate, da je to cena, ki jo moramo plačati, ne glede na vse? No, gledajte, nemško-francoski vlak je brez dvoma tisto trdno jedro evroobmočja. In tega se moramo zavedati. Slovenija za svojimi 2 milijona prebivalci ni najbolj pomemben ali pa sploh ni tako pomemben igralec na tem področju. Ampak
Pomembno je, da bomo v Sloveniji pa vseeno spremenili filozofijo. Iz socialdemokratske filozofije, kako pravično deliti, moramo priti v filozofijo, kako dobro in kvalitetno ustvarjati novo vrednost, da bomo lahko delili. V Slovenski demokratski stranki tudi ne pristajamo na liberalcev, naj se vsak znajde, kakor ve in zna. Vidimo, kam nas je to pripeljalo v teh vseh tajkunskih zgodbah, ker so tisti, ki so bili bliže možnostim, tudi zajemali z večjo žlico. Včasih to ni bila žlica, ampak je bila kar velika zajemalka ali pa še večja posoda.